Pozdravljeni. Na vrsto je že prišel vikend posvečen veliki nagradi Španije. In kot običajno v uvodnem prispevku si bomo skupaj pogledali zanimivosti ter značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi pričele. Kot ponavadi bo tudi tokratni uvodni prispevek k veliki nagradi Španije razdeljen na 3 dobro znane dele. Najprej si bomo ogledali zanimivo dirko iz preteklosti. Nato bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge v Kataluniji. In nato na koncu še nekaj minut porabili za vremensko napoved. A začnimo kot običajno na samem začetku. Vrnili se bomo v sezono 2012 in mnogim navdušencem je ta sezona znana po neki singularnosti. Na prvih 7 velikih nagradah smo imeli 7 različnih zmagovalcev in dirka za veliko nagrado Španije je bila takrat 5. po vrstnem redu. Kaj se je zgodilo tako zanimivega na takratni veliki nagradi Španije? Že na samih kvalifikacijah smo videli manjšo dramo. Najboljše čase je postavil Lewis Hamilton z McLarenom. Ampak zaradi človeške napake v samih garažah na koncu kvalifikacij ni imel dovolj goriva, kar je pomenilo, da so ga tehnični delegati enostavno diskvalificirali in Lewis Hamilton kot tisti, ki je pokazal najboljše čase, se je moral postaviti na samo dno štartnega razporeda. Najboljši štartni položaj je tako bil dan Pastorju Maldonado. Prav tistemu vozniku, iz katerega se še danes mnogi navdušenci šalijo. Na veliki nagradi Španije leta 2012 je Pastor Maldonado pokazal, zakaj si je res zaslužil biti v Formuli 1. Čeprav bodimo iskreni, marsikdaj je on ali njegovi pokrovitelji mastno plačal. Pastor Maldonado na samem štartu ni bil ne vem kako briljanten. Hitreje od njega se je pognal Fernando Alonso s svojim Ferrarijem. Ampak pri ekipi Williams so hoteli na vsak način izkoristiti priložnost, ki se jim je tako nekako prikazala na španski dirki. Zato so uporabljali strategijo, kjer se je Pastor Maldonado pognal na menjavo koles pred Fernandom Alonsom. In tu se je zopet pokazala tista standardna hiba scuderie Ferrari, ko so venomer na progi vztrajali preveč. Ne govorim o ne vem koliko krogih, približno o 2 krogih v primerjavi s samim Maldonadom. Na koncu je Maldonado prišel na progo pred samega Alonsa. In morda bi nekdo sedaj dejal, pri Williamsu so bili zaslužni za to, da je se Pastor Maldonado lepo znašel v vodstvu, ampak marsikdaj se pozabi na vse tisto, kar se je zgodilo po zadnji menjavi. Namreč pri tem zadnjem postanku, pri ekipi Williams niso imeli sreče. Eno izmed koles se ni hotelo priviti in vse tisto, kar so mukoma si priborili pri prejšnjih postankih, je enostavno izginilo. Pastor Maldonado se je znašel tam v ospredju, ampak ne na prvem mestu. In če je hotel uresničiti svoje sanje, se je moral do vodilnega mesta prebiti. No ja, govorimo o Pastorju Maldonado. Do prvega mesta se je on raje prerinil svojim agresivnim, brezkompromisnim stilom, ki smo ga bili vajeni že mnogo dirk poprej.
tokrat pastor Maldonado ni napravil nobene napake, ni bil udeležen v nobenem trku ali nobeni nesreči. Na koncu je ciljno črto prečkal kot prvi in uresničil svoje sanje. Bila je to zadnja dirka, na kateri je zmagal bolid ekipe Williams in seveda čakali so kar nekaj sezon na to zmago. Treba je povedati, da predtem je z Williamsom zmagal Juan Pablo Montoya in to v sezoni 2004. Torej vidi se, da ta zmaga pastorja Maldonada ima za nas, navdušence Formule 1, izjemno velik pomen. Prvič tudi zaradi tega, ker je pastor Maldonado dobesedno dokazal, iz kakšnega testa je. In drugič, ker smo vsi mi dobili dokaz, da pravzaprav v Formuli 1 nikoli ne smemo obsojati oziroma soditi voznikom po tistem, kar se nam dozdeva. Tudi tisti, ki se jih rahlo zasmehuje, nas lahko marsikdaj presenetijo. In poglejmo si sedaj, kakšne so lastnosti te legendarne proge v Kataloniji, o katerih mnogokrat slišimo, da kdor je hiter tu, je v povprečju hiter vse povsod. Proga v Barceloni je bila mnoga leta tisto prizorišče, kjer smo lahko spremljali zimska testiranja. In kot bomo videli v nadaljevanju, je prav ta proga tista, ki nekako združuje mnoge lastnosti, ki so pomembne pri nastavitvah, naprimer pri ostalih dirkah za veliko nagrado. Ampak, če malce poenostavimo, proga kot taka ima dve območji DRS, kar ni nič takega in nič tako zanimivega, ampak po drugi strani ima zanimivo kombinacijo hitrih ter počasnih ovinkov. In tu se vidi tista prava kvaliteta šasije, tista naravna uravnoteženost. Če ima bolid kakšno hibo, se ta potencirano pokaže na sami progi v Barceloni. In ukolikor se to hibo želi odpraviti z raznimi nastavitvami, se to tudi pozna pri času. Najbolje bomo razumeli, zakaj gre, če si ogledamo tisto dobro znano tabelo, ki nam jo nudi Pirelli. Izbor pnevmatik je seveda znan, imamo najtršo kombinacijo, seveda s pnevmatiko C1, C2 in C3. Ampak, če pogledamo tiste vrednosti, ki jih predpisuje Pirelli, bomo takoj ugotovili, zakaj gre. Imamo pospeševanje, zaviranje, sam mehanski oprijem na asfaltu ter evolucijo v nekem povprečju, torej vrednost 3. Medtem, kar se tiče abrazivnosti same asfaltne površine ter aerodinamičnem oprijemu, imamo vrednost 4. A bolj zanimiva je tista zadnja kategorija, kjer imamo stres na samih pnevmatikah in seveda bočne sile, kar z največjo možno vrednostjo, torej vrednostjo 5. Vidimo lahko, zakaj je ta proga zahtevna, ker je po eni strani zahtevna do pnevmatik in po drugi strani nima nekih olajševalnih okoliščin, nekih dolgih ravnin, nekega dela, kjer bi se splačalo žrtvovati, naprimer oprijeme za znižan zračni upor. A tu se sedaj bomo ustavili pri tistih vrednostih, ki jih Pirelli predpisuje za same nastavitve oziroma tlake pnevmatik. Kar se tiče previsnega kota na prednjem paru koles, je ta določen na 3 stopinjah, na zadnjem paru koles pa na stopinji in 75. Ampak tu bi rad povedal, da med lansko in letošnjo sezono je prišlo do rahle spremembe na kotu prednjega para koles za četrtinko stopinje. A bolj zanimivo je tisto, kar se dogaja pri samem tlaku. Minimalni predpisani tlak na
prednjem paru pneumatik je po Pirelliju v tem trenutku 25 funtov in pol na kvadratni palec, v zadnjem paru pneumatik pa 21 funtov na kvadratni palec. In kdor sledi tem številkam, je takoj opazil velik razmak med prednjo in zadnjo osjo ter malce višje vrednosti kot običajno. In tu sem sam kot ponavadi pogledal tudi, kakšne so bile predpisane vrednosti v lanski in predlanski sezoni. Poglejmo si seveda vrednosti za pneumatike z 18-palčnimi platišči. V sezoni 2023 je na prednjem paru koles bil minimalni predpisani tlak 23 funtov na kvadratni palec, v zadnjem paru koles 20 funtov na kvadratni palec. Še leto poprej 22 funtov in pol na kvadratni palec, v prednjem paru koles in 19 funtov na kvadratni palec na zadnjem paru koles. Torej vidimo lahko, da se tlak viša. Zakaj je to tako pomembno? Višji kot je tlak v pneumatiki, nižja je temperatura. In ker imamo najtršo kombinacijo mešanic, nam to že kaže na nek trend. In ne smemo pozabiti na nekaj. Letos je dirka za veliko nagrado Španije 3 tedne kasneje kot lani in pričakujemo lahko višje temperature, kar se tiče okolice. A o tem se bomo pogovarjali seveda v naslednjih minutah. Na vrsto je prišla vremenska napoved. V petek in soboto bomo imeli dokaj podobno situacijo. Sončno, temperature se bodo gibale nekje med 17 in 30 stopinjami Celzija. Tam, ko bo najvišja aktivnost na progi, bo temperatura med 25 in 26 stopinjami Celzija. Kot vidimo na teh grafičnih prikazih, izjemno primerno vreme za aktivnostjo, ki vključuje seveda bolide Formule 1. A tisto, kar je bolj zanimivo za nas navdušence, je nedeljska napoved. Velika možnost, okrog 70% neviht v času dirke. Po nekaterih podatkih naj bi se temperature zopet gibale med 17 in 30 stopinj Celzija, čeprav temperatura zraka ob samem štartu naj bi bila okrog 21 stopinj Celzija. Torej približno zaokroženo 5 stopinj manj kot na primer med kvalifikacijami, kar je za Formulo 1 ogromno. In seveda, če k temu pridodamo še razmočen asfalt, lahko mi, navdušenci, pričakujemo napeto ter razburljivo dirko. A seveda gre za napovedi, ki so podane kar nekaj dni pred samim začetkom dirke za veliko nagrado. A vseeno, obeti so za nas, navdušence, dobri. A kar se tiče današnjega uvodnega prispevka k veliki nagradi Španije, bo to, kot ste razumeli, vse. Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.